Hvala za besedo. Sem major Vojko Čuček, sem načelnik operative prve brigade. Tisto, kar nam je ta vaja dala, se ne da s papirji nekako pojasniti. Ključno za nas, kar smo na koncu dejansko po nekih analizah lahko videli, je, da smo dobili tisti presek stanja, kje smo, kje danes smo. Videli smo, kje so posamezni rodovi, videli smo, kje so posamezni sektori in ne nazadnje, videli smo, kje moramo delati, kar je v bistvu osnova za kompletno načrtovanje za naprej in pa samo usposabljanje znotraj brigade. Nova organiziranost brigade je dejansko tudi pomemben mejnik za vse nas. Če smo prej imeli brigado, ki je bila administrativna brigada, ki je dejansko na teren pošiljala bataljon, mogoče četo, redko da je bataljon, je danes bila brigada, poveljstvo brigade tisto prvo, ki je bilo na terenu, ki je teren začelo pred vsemi ostalimi, ki je predtem pripravilo vse dokumente, tako za organizacijo vseh treh vaj. Ja, dejstvo je, da so dejansko določeni dokumenti bili za Adriatic Strike že bili pripravljeni, vendar vsi ostali dokumenti za preverjanje koz za 10. bataljona in predvsem za samo vajo premik in prikazano taktično vajo z bojnim streljanjem, pa so se dejansko izvedli oziroma pripravili v 10 dneh. To nam je dejansko pokazalo neke potencijale, ki jih lahko kasneje izkoristimo. Osnova za nas je bila zelo dobra. Samo načrtovanje je potekalo nekje v dveh, mogoče treh fazah. Najprej ugotoviti dejansko stanje, kje smo z vajo Adriatic Strike, kje se umestiti noter. Moramo vedeti, da je bilo to zahtevno, kar je bilo za nas zahtevno, je bilo, da so bili določeni organizacijski dokumenti za vajo Adriatic Strike in vajo za preverjanje 10. bataljona že narejeni, predvsem gre tukaj za vpoklic zemljišč in smo potem dejansko mogli celotno vadbeno situacijo, ki je dejansko združevala vse vaje, prilagoditi na tisto, kar je že bilo načrtovano. To mislim, da nam je kar dobro uspelo in smo lahko z opravljenim delom več kot zadovoljni. Druga stvar, ki smo dejansko na vaji naredili, je preverjanje novih konceptov. Tisto, kar smo mogoče imeli vsi prej v mislih, je, če si potreboval rodovsko enoto, si rodovsko enoto poklical, povedal, kaj želiš in ona to naredila. Zdaj je bilo tako, da smo dejansko brigada je želela uporabiti določeno rodovsko enoto in je mogla sama načrtovati njeno delovanje, torej kompletno načrtovanje in pa tudi voditi potem neko delovanje rodovske enote. To je pa dejansko en velik premik v razmišljanju in delovanju same brigade. Če povzamem analizo, ki smo imeli znotraj brigade, lahko rečem, da smo z vajo več kot zadovoljni. Pokazala nam je pluse in minuse. Minusi, na katere smo naleteli, je definitivno eden je umestitev rodovskega bataljona. Tukaj gre predvsem za tisto dilemo, ali bo rodovski bataljon tako velik, da bo samostojno nekaj stvari peljal, ali pa bo dejansko poveljstvo brigade tisto, ki bo za njega vodilo in načrtovalo stvari. Tukaj to je še stvar, katero moramo predebatirati, preizkusiti še nekajkrat, da bomo dejansko potem lahko prišli do nekih rezultatov, ki bi za nas bili. Ostale stvari na sami vaji pa so bile več manj pozitivne z naše strani.